prvih pojavih dvomov o upravičenosti nekaterih ukrepov so bili vsi kadri po vrsti zamenjani z zvestimi podporniki stranke SDS. Od vodstva NIJZ do policije, kriminalistične policije, vojske, nacionalnega preiskovalnega urada in tako dalje. Ob vsem tem, ob razkritih v aferi nakupov zaščitne opreme, ki bi utegnila biti še bolj razsežna kot orožarska afera in afera Patria skupaj, pa so logično sklili tudi pozivi k protestom zaradi omejevalnih ukrepov in prepovedi javnih zbiranj so se protesti ne le pri nas, ampak tudi drugod po svetu odvijali na različne načine, ki na eni strani omogočajo politično izražanje, hkrati pa zagotavljajo tudi spoštovanje samozaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa. Protesti so se tako med drugim odvijali na balkonih, s pripenjanjem transparentov na okna in balkon, s kolesarjenjem, z uporabo zaščitnih mask in vzdrževanjem fizične razdalje. A na primeru legitimnih protestov jasno vidimo povečevanje represije. Glavna krivca za to pa sta premier Janez Janša, njegov minister v odstopu, torej minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki vse od nastopa mandata izvaja nedopustne pritiske na policijo in poziva k kriminalizaciji svobodnega političnega izražanja. O preomenjenih protestih je namreč kar preko socialnih omrežij javnost obvešča o tem, kaj in kako naj počne policija. Tako je na primer 27. aprila na Twitterju objavil zapis. Navajam, vsem, ki sprašujete, kaj je počela policija danes v Ljubljani in Mariboru, odgovarjam, da je popisala večje število zbranih, ki bodo oglobljeni. Prav tako bo vložila ovadbe zoper organizatorje in udeležence, saj gre za kaznivo dejanje ogrožanja zdravja. Ne pričakujte pa, da bo ona vzrok nasilja. No to pa je dodal še eno sporno izjavo in sicer. Pričakujem, da bo policija za identifikacijo vseh tistih, ki jih je kot udeležence petkovih in današnjih shodov potrebno kazensko ovaditi, uporabila vse javno objavljene slike in prispevke medijev oziroma socialnih omrežij. Večina državljanov skrbi za zdravje vseh in upošteva odloke. Zamislite si, tako izgledajo tviteraška navodila ministra v nepreklicnem odstopu. Aleš Hojs, minister v odstopu za notranje zadeve, torej ne le, da izvaja pritisk nad delom policije in posega v njeno neodvisnost, z napovedovanjem izdajanja glob in vlaganja kazenskih ovadb, pač pa izvaja pritisk tudi na zdravstveno inšpekcijo, ki je edina pristojna za izdajanje glob zaradi kršitev prepovedi javnega zbiranja in gibanja oziroma za ugotavljanje, ali so sploh podane okoliščine za izdajo globe. Še enkrat poudarjam, potem, ko je vlada Janeza Janše izpeljala politično čistko in na vse visoke položaje v represivnih organih imenovala svoje ljudi, se pravi v policiji, vojski, kriminalistični policiji, na NPU, minister za notranje zadeve kar preko socialnih omrežij daje navodila za njihovo delovanje. Gre za nedopustno politično vmešavanje v neodvisne organe, ki si jih je aktualna oblast v celoti podredila. Minister v nepreklicnem odstopu Aleš Hojs se je v zadnjih dneh ponovno spopadel tudi s policijskim sindikatom Slovenije. Minister je namreč nadaljevanje izplačevanja šengenskega dodatka policistom pogojeval s tem, da sindikat v javnosti ne opozarja več na nepravilnosti v policiji. V sindikatu to ocenjujejo kot zelo odkrit poskus izsiljevanja ali ustrahovanja in neposreden poskus vplivanja na ustavno zagotovljeno pravico do sindikalnega delovanja. Zaradi jasnih indicev, da gre v tem primeru za prirejeno analizo, se svet sindikata preoblikuje v stavkovni odbor. To je bil navedek. Tako je ministru torej uspelo dodatno oslabiti delovanje policije in s tem povečati varnostno tveganje, ukolikor bo prišlo do stavke v policiji. Odgovornost je torej v celoti na strani ministra, ki je sicer nepreklicno odstopil, pa še zmeraj ministruje, ki očitno ne samo, da ni sposoben in ne razume funkcije, na kateri se je znašel, temveč tudi namenoma silil konflikte z zaposlenimi na ministrstvu in s tem otežuje delo ministrstva. Aleš Hojs
pooseblja pravzaprav vse, kar je narobe s to vlado. Na primer, popolno podrejanje vseh neodvisnih institucij v tej državi za svoje lastne interese. Policijo prevzemajo zato, da prikrijejo sumljive posle, korupcijo in kriminal, v katere so vpleteni sami. Preganjajo vse, ki si upajo misliti drugače, od kriminalistov do protestnikov. Ta človek vsak dan laže in zavaja in tudi krši zakone. Zato je kljub temu, da je nepreklicno odstopil, danes še zmeraj seveda minister. Vse našteto zelo jasno kaže, da se je nakopičilo veliko preveč razlogov, da Aleš Hojs ni primerna oseba za ministra za notranje zadeve. V že tako negotovih časih, ko se soočamo z epidemijo COVID-19, kot tudi s poslabšanimi gospodarskimi razmerami, morajo na ministerskih mestih, še posebej pa na tako pomembnem, kot je represivni resor za notranje zadeve, sedeti ljudje, ki dosledno spoštujejo Ustavo Republike Slovenije in zakonodajo Republike Slovenije. Gre torej za nedopustne odločitve in nedopustne prakse, ki kot v primeru Thompsona vodijo do popularizacije in spona protidemokratičnih skrajno desnih sil, zateptanje demokratičnih standardov, represivni pregon protestnikov in kriminalizacijo svobodnega političnega izražanja, kar je potrebno nemudoma preprečiti. V Levici se bomo vedno borili za visoke demokratične standarde in izpostavljali pomen svobodnih protestov in izražanja mnenj. Zato bomo seveda interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa podprli.